Dober dan. Povejte današnja pričakovanja. Danes se boste združili, slovenska levica se združuje. Povejte vašo vizijo, kaj bo to doprineslo v slovenski politični prostor. Prvič, mi se povezujemo zaenkrat, nismo ena stranka, ampak smo zveza treh strank, plus še četrti del, ki jo pričakujemo nepovezani, kar pomeni ljudje in skupine, ki nočejo se strankarsko opredeljevati, ampak delijo z nami naše cilje. Pričakujemo pa seveda prvič podporo tukaj, drugič predvsem pa pričakujemo, da bojo ljudje v Sloveniji spoznali, kaj je prava levica in kaj je tista levica, ki že davno ni več levica in služi samo svetovnemu neoliberalnemu kapitalu. Mislite, da je možno, da v Sloveniji postane socialna pravičnost in osnovne človekove pravice nekako glavna skrb slovenskih politikov? Drugih slovenskih politikov ne vem, ali pa za nekatere sploh ne verjamem, da se za to prizadevajo. Sem pa pričan, da je to ne samo možno, nujno, in če ne bi v to verjel, se sploh tega ne bi šel, ker če tega ne bo, zelo hitro bo prišlo do totalne socialne, ekonomske, okoljske katastrofe in potem, kaj sledi katastrofam, pa tako vemo. Hvala. Povejte lepo, prosim, gospa Košir, vaša pričakovanja današnjega dogodka, kaj bo to spremenilo, kaj bo to doprineslo Sloveniji? To je res dogodek, pravi dogodek, kar pomeni, da bo nekaj drugače potem, ko se bo končal. Kajti zdaj se jasno vidi, da je alternativa za levico edina, ne za levico, za Evropo, edina prava levica, naša koalicija, v povezavi seveda tudi z evropsko levico. Mi imamo drugačno perspektivo, programe odlične, vizijo za zeleno, osveščeno, demokratično Evropo, v kateri bo blaginja za vse, ampak več pravičnosti in enakopravnosti predvsem, se pravi, če rečemo z eno besedo, socializem. In trenutno, kako močni ste oziroma kakšno veljavo ima že vaša pobuda? Ja, jaz sem ena od soustanoviteljic Gibanja za trajnostni razvoj Trst, iz katerega je zrasla stranka Trst. Mi smo od vsega začetka pobudniki povezovanja in združevanja. Veliko delamo z nevladnimi organizacijami, s civilnimi iniciativami in tudi ta koalicija je bilo dolgotrajnih pogovarjanj in ko smo sestavili programe, drug na drugega je toliko presečiščnih točk, da smo mi trije zares najboljši par.